Bu. Vip Randi in Sandi. Dober dan, dobri ljudje, jaz sem Sandi, vi pa spremljate Vip Randi in Sandi, rubriko, v kateri nekoga izmed poslušalcev spoznamo znano slovensko osebnostjo. In tokrat bomo nekoga poslali na randi z pevcem in tudi zobarjem, ki vedno gleda sogovornike v zobe. Jaz bom bolj tako danes govoril, da kaj ne vidi kakšne pjombe. Z nami je oseba, ki Gregor ima še zmer naravnost. Gregor Ravnik! Pozdravljen, Gregor. Čau, lep pozdrav. Kako je? Evo, super. Evo, izvoli. Hvala lepa. Po kolikem času na Goriškem? Pa veš, da ne vem točno, ampak nekaj časa je že minilo in sem vesel, da sem spet v vaših lepih koncih. Absolutno. Ej, Na Goriškem. Na Goriškem. Ja, prej smo se pogovarjali, na obali nimate tega H-ja, Mi na obali nimamo H-ja, tako da ko pridemo tle, ga že malo asimiliramo. Ja, tako da pri nas je Gregor. Kdaj si bil nazadnje na randiju? Že dolgo časa nazaj, predvsem zato, ker mi zmanjka časa zadnje čase, prav zato, ker imam toliko obveznosti. Zdaj smo v operi začeli z vajami, 2krat na dan imamo intenzivne vaje za novo premiero, ki se bo zgodila konec maja, pa moji koncerti ob predstavitvi nove plošče, tako da ni časa za randi očitno, evo zdaj sem na randiju. Ampak zdaj si vzel čas, danes takole pred kamerami, mogoče bodo pisali, Gregor ima novo. Tako da, evo, pripravi se na vse to. Kaj misliš, kakšno osebo smo izbrali za tole srečanje? Kakšno osebo bi ti recimo želel spoznati? Kaj pa vem, prijetno, simpatično, optimistično, evo. Komunikativno. Tako. In vse to ne bi bila poslušalka, pazi, tako je napisala. Sem zadev. Ja, kako? Sem zadev. Si zadev. Poslušalka, ki je napisala SMS, da te spremlja že kar nekaj časa, poznate že veliko let še iz srednje šole, preprost, discipliniran, vztrajen, s čudovitim glasom in nasmehom, želi ti vse dobro in hvaležna je tudi, ker si svojo pristnostjo polepšal en njen dogodek. Ja, okej. Torej, z nami je Sonja Šinigoj! To pa je presenečenje še zame. Čau. Pozdravljeni, Sonja. Pozdravljeni. Kar izvolite. Ekipa. Ja, Prav na randi, evo. no, pa bo randi. Ste že bili tako z mlajšim na randiju? Kdaj je bil zadnjič na Goriškem, je pozabil, da ni dolgo, ko smo imeli randi. To pa res. Ampak jaz sem mislil na drugem Tako randiju. kot je on mene takrat presenetil, tako sem zdaj danes jaz tebe. In za kak randi je šlo? Dajte nam malo Ena povedati. obletnica Aha. in sem imela kar take fajn goste. Poleg njega še Tinkaro in Kreslina. Lepo. In najlepše je bilo na koncu, ko so vsi trije skupaj zapeli. Kjero ste zapeli? Zapeli smo se, spomnim, Sonja, od višine se zvrti, ne? Brez vaj je šlo, Ja, tako, mene nekam na sredino, nič mi ni bilo nerodno. Imam danes več treme kot tisti dan, veš? Ja, več kamer je. Več kamer je, No, ja. lepo. Ko ste slišali, da prihaja Gregor k nam v goste, zakaj ste se odločili, da boste poslali SMS? Mislim, ker je tak fajn fant, Ja. ker ga zelo veliko poslušam. Aha. In tudi moja hčerka Veronika, ki je ta dogodek takrat organizirala, me stalno sprašuje, mama, ma se nisi ga naveličala poslušati? Wow, Hvala, pol sem- Veronika. Pol sem rekla, ma ne, tega se jaz ne naveličam. In to je bilo res presenečenje, kadar sem ga zagledala na vratih. Evo, zelo lepo. Res, In zdaj ste je pa tukaj. tako, da res ga spremljam, še ko je bil dijak, mlad fant, vso njegovo kariero in tako držim pesti, da bo še naprej tako preprost, tako vztrajen, dober kot je zdaj. No, tako. Hvala Evo. lepo. Prav, da bo se tega držal, ti poklanjam za vse izzive, preboj, to je za tebe. Zelo lepo, evo, To je zbral pa- zdaj, ja. ko bo konc To je pa premiere. za to skupino tukaj, kamor sem bila povabljena. No, zelo lepo, hvala lepa, bomo odprli in Boste potem. razdelili Ja. med ostale. Tako, No. najlepša hvala. Hvala lepa. No, jaz imam pa za vas zdaj tukaj 3 ovojnice. Šli Prav. se bomo neko igro. Ja, dobro. Katero boste odločili vi? In mogoče boste še malo bolj spoznali Gregorja, ne? Prav, Katero so vzela bomo šli? sredinsko. Sredinsko, že kar nekaj časa niso sredinske vzeli, A tako da ja? kar izvolite, ja. Katero igro se gremo? Resnica ali laž? Poznata to igro? Ja, ja tako poznamo zdaj.
Poznamo, Ja. ne vem, Poznamo. ne vem pa, kakšno ste vi pripravili. Ja, pripravili smo takšno, da jaz preberem zdaj nekaj trditev o Gregorju. Wow. Ti, Ojej. Gregor, pa vse zagovarjaš, kot da je res. Aha, Tudi če sem se izmislil, Je res, to je je res in potem boste vi, Sonja, Povedala. ugibali, ali je to res ali je V laž. redu. Bo šlo, nič zahtevnega. Gremo kar na prvo. Gregor, ti si velik popotnik, menda si na nekem potovanju jedel tudi kurja čreva. Kakšen okus imajo, kako se sploh pripravi? Kaj, kot špageti? Kako je Ja, to so tako zaviti na enih takih palčkah, ne? In ko greš ti na ta street food, se reče ta hrana ob teh cestah, ulicah, ne? Imajo oni to pripravljeni na žaru in ti to tam ješ in je odlično. Odlična kurja črevca. Bi vi jedli to? Ne bi jedla, ma to, da je jedel, je res. Res? Ja. Je res? Ja, je res, ne morem pa reči, da je dobro. Bravo, evo takole. Gremo naprej. Veš, ko se zaveš, da ješ to, Ja. ne, potem Pol ni več dobro. Pol ni Mogoče dobro, prej- drugače pa je ja. bilo. Ja. Prej še nekako jem. Leta 2008 si nastopil na večerji, ko nas je obiskala kraljica Elizabeta II. Kako je bilo, te kraljica kaj, ne vem, ogovorila? Kako Ja, je to takrat izgledalo? so se rokovala, me je ogovorila in sem ji zapel skupaj s svojim kitaristom. In en tak zelo dogodek, ki ga ne vejo vsi. Ja, ga ne vejo, jaz sem to kar brskal, oziroma na spletu sploh tega nisem našel, Sploh ne moreš najti. zato ker sem tako mimo to slišal. Ja, tega tudi jaz na spletu nisem še najdla pri njemu. Jaz bom rekla, ni res. Ni res? Ni Ni res, bravo! Ja, Ja, jaz nekaj izmišljujem. je že napovedala, da pozna v nulo, ne? Gremo Ja, ja, naprej. ja, ja. Ja. Si velik oboževalec Kristine Aguilere, menda imaš vse njene plošče, zakaj prav ona? To pa je bila v otroških letih oziroma najstniških letih ena moja ljubših pevk. No? Aha. Tako da takrat smo zbirali še CD-je različnih pevcev, ne samo tujih, tudi slovenskih. Tako da Kristina je bila ena izmed mojih ljubših. Koliko imaš teh plošč? Koliko jih je? Vse, po moje, njene. Še vedno, recimo, če zdaj izda, bo šel Ne, na bal? zdaj To že ne. nekaj časa nisem, ampak Aha. tiste stare, oziroma takrat, ko sem bil zaljubljen v to glasbo in jo res poslušal, takrat sem pa imel kar vse. Evo. Ima vse plošče Kristine Aguilere. Kjer je en komad, recimo, najbolj znan tako? Beautiful Aha. ali pa... Ja. Če bi imel Na vse, Sandy Ve, recimo. če bi imel vse, bi verjetno bolj poznal. Ne? Ja, Dobro, prav vse nima. No, to, Ni da res. nima. Ni res to. Ne. Je res, ni res. kakšna je bila trditev? Da imaš Da vse. imaš. Imam, ja. Imaš. Kar Je. verjetno ne vse, ampak imam. Ja. Imam kar nekaj, evo, Ja, nekaj dobro. novega, tako zdaj vemo, kaj Prav, ja. ne, žanrsko poslušal. Ja, Je ja. kot kaj, otrok še. Ja, takrat. najstnik. Srednješolec, Ja, najstnik, tako. ja. Še v osnovni, ja. Tako, in kot Sonja sigurno že ve, si velik popotnik in menda si v Dominikanski republiki se komaj rešil napada 3 oboroženih moških. Ja, res je bilo v glavnem mestu. Je bilo tako, da je bilo že noč, ne, in takrat po teh glavnih ulicah se še lahko premikaš, ampak po kakšnih stranskih ulicah je že bolj nevarno. In takrat smo hoteli, ko smo že šli proti avtu, smo videli, ko se približujejo 3 moški, sumljivi, že nekaj iz žepa vlekli in sigurno nas hoteli napadati, ker so nam potem to povedali, da tukaj napadajo, ne, tujce oziroma turiste. Tako da smo se komaj izognili, šli v avto in pobegnili. A, tako. Ni res. Zakaj ne? Ma, ker ne vem, če bi kdo njega napadel. Ja, ampak nas je veliko na tem svetu. Ja, je res, ali Ja, ne? je res, To Sonja, pa je res. Ja, dobro. to je res. No, Dobro. Tudi taki so. so, a res. Ja, Polovično vidiš, ste pol, bili pol. odlični. Ja, No, ja, ja. pol pa manj. Tako, Ma zato nič. ker ste bili tako izjemni, ima zdaj Gregor za vas eno darilo. Jaz imam eno darilce. Imaš. Tukaj bom jeseni imel en tak akustičen koncert ob praznovanju rojstnega dneva Radia Robin. In tukaj sta 2 vstopnici prav zate. Intimen Super. koncert Radia Robin. Joj, ko lepo, hvala ti. Evo, in Z se veseljem vidimo. pridem. In se vidimo jeseni, pa Ja. tudi še prej pridite. No, sej, odkot ste točno? Z Batuji. No, tako, zbatuj, pridite na kafe vsak teden. Evo. Lepo. Ja, lepo. Ja, sej, No, to pa je bilo kdaj tudi presenečenje. kot VIP voditeljica. Zakaj pa ne? Evo, Evo, tako. Zakaj ne?
prav. Takole. Sonja, najlepša hvala, da ste se udeležili tega srečanja. Evo, Hvala. zdaj vam prepustim Gregorja, da še malo poklepetata. Brez Super, mikrofona. super. Brez mikrofona. Ja, da bomo ugasnili mikrofone. Hvala, ker ste se udeležili tega srečanja. Veselje mi je bilo. Tako, mi pa bomo videli prihodnji teden, kdo bo naslednji VIP voditelj, ki se nam pridruži. Spremljajte družabna omrežja Radia Rovinj, pa tudi naše frekvence. VIP Randi in Sandi, že kmalu ostanite v naši družbi. VIP Randi in Sandi.